a se tudi vam kdaj zgodi, da vse naenkrat zvoni? A veste, kater hormon je takrat through the roof? To je hormon kortizol. Mi v diagnostičnem laboratoriju Medicare Plus se veliko ukvarjamo s hormoni, zato je to področje, ki ga dobro poznamo. Zato vam bova danes predstavila ta pomemben hormon. V videu boste izvedeli tudi, kako se občuti, ko je kortizol visok, kako se občuti, ko je kortizol nizek, kako ga izmerimo in zakaj ga morate spremljati. Ostanite z nami! Živjo in dobrodošli nazaj na kanalu diagnostičnega laboratorija Medicare Plus. Če se še niste, se naročite na kanal, kjer vam laboratorijske podgance prinašamo zanimive vsebine z področja laboratorijske diagnostike, peljemo pa vas tudi v zakulisje laboratorija, kjer si lahko ogledate, kaj se dogaja z vašimi vzorci. Kortizol je hormon, ki ga izloča nadledvična žleza. To je žleza, ki leži nad ledvicami in poleg kortizola izloča še druge življenjsko pomembne hormone. Brez kortizola ne moremo živeti. Ampak ni tako, da je kortizol slab? Ja, preveč kortizola je res škodljivo, kot bova pojasnila v nadaljevanju. Ampak sicer je pa kortizol življenjsko pomemben hormon, saj ima ključne vplive na nekatere organske sisteme, na primer metabolizem, imunski sistem, presnovo glukoze, vzdrževanje glukoze v krvi in tako naprej. Kortizol nam tudi omogoča, da zjutraj sploh vstanemo. Tako da, če se vam kdaj zdi, da ne morete sploh vstati iz postelje, imate najverjetneje nizek kortizol. Ja, in hormon kortizol povezujemo tudi z stresnim hormonom oziroma z stresom in deluje pri odzivu telesa na stres. Kaj pa je stres? Stres je lahko fizični, naprimer poškodba, lahko je psihični, naprimer travmatična izkušnja, lahko je pa tudi okoljski stres, kadar na nas vplivajo zunanji dejavniki. Tako da ključna vloga kortizola pri odzivu na stres najbrž izhaja še iz pradavnine, ko nas je lovil mamut in je kortizol skupaj z adrenalinom omogočal beg. Kortizol si lahko predstavljate kakor sport gumb, ki ga imate v avtu, ki vam da trenutno energijo oziroma moč v trenutku, ko jo potrebujete. Ampak itak, da ne moreš imeti tega gumba skozi vklopljenega, ker obremenjuješ avto in vse. Enako velja za kortizol. Če si torej vaše telo predstavljate kot stroj, ne morete kar naprej delati s polno paro. Problem je, da v sodobni družbi od nas v službi, v šoli zahteva vedno več in tako smo nehote tudi polno obremenjeni. Na drugi strani je pa čas za regeneracijo vedno krajši. Pomislite recimo, kako je, ko pridete domov. Dostikrat si službo odnesete s sabo, morate delati še doma. Doma se ukvarjate z napornimi najstniki, z oprnim možem. Prebirate novice, ki so večinoma slabe, torej se ne odklopite, ne spočijete, ne spite dovolj. In na ta način pridemo do znakov visokega kortizola. Ste se morda že srečali z njimi? Znaki, ki jih povezujemo z visokim kortizolom, so visok krvni tlak, maščobne obloge okrog pasu, vijolične proge po trebuhu, izguba mišične mase, osteoporoza in visok krvni sladkor. Pri ženskah se lahko pojavijo še neredne menstruacije in povečana poraščenost na obrazu. Pri otrocih z visokim kortizolom pa se lahko pojavi zaostanek pri rasti. Bolezni, povezani z visokim kortizolom, rečemo Cushingov sindrom. Če pa imamo kortizol povišan na dolgi rok, nadledvična žleza ne more proizvesti toliko kortizola, kot ga telo potrebuje, zato pride do adrenalnega zloma. Takrat običajno nastopi nizek kortizol. Znaki nizkega kortizola so hujšanje, utrujenost, nizek krvni tlak, bolečine v trebuhu in mišična oslabelost. Bolezen, povezana z nizkim kortizolom, se imenuje Addisonova bolezen, pri kateri je potrebno kortizol nadomeščati v obliki zdravil. Kako pa zmerimo kortizol? Merjenje kortizola lahko uporabimo iz krvi, lahko pa tudi iz sline. Če se odločimo za merjenje iz sline, lahko pridobimo krivuljo gibanja tega hormona skozi dan, kar nam daje vpogled v delovanje naše nadledvične žleze. Kortizol se namreč dnevno značilno giblje v obliki padajoče krivulje. Najvišji je zjutraj, ko se zbudimo, potem pa tekom dneva upada in je najnižji zvečer. To nam pomaga, da se zvečer umirimo in lažje zaspimo. Prednost merjenja kortizola iz sline je v tem, da vzorčenje lahko opravimo kadarkoli v dnevu. Ni boleče in ne povzroča dodatnega stresa, ki bi lahko vplival na rezultat. Za nekoga je lahko stres tudi jemanje krvi. Sta pa obe metodi primerljivi in enako zanesljivi. Vrednosti kortizola, ki so izven normale, so dober pokazatelj vašega življenjskega sloga. Način, ki bi vaše vrednosti čim bolj približal optimalnim, običajno terja spremembo življenjskega sloga.
Tako da, če se soočate s prej omenjenimi znaki visokega ali pa nizkega kortizola, bi bilo morda smiselno razmisliti o opustitvi slabih razvad, več gibanja, izogibanja stresu, pa tudi v boljši prehrani. Na ta način si lahko pomagate povrniti vaše vrednosti kortizola. Če vam je bil današnji video všeč, mu stisnite like, za še več vsebin pa na Instagramu spremljate #mojlaboratorij. Midva se zdaj vrača v laboratorij, Se vidimo naslednjič. vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Čao!